Živijo, tukaj Valentin. Govoril bom o tem, kako se prizemljiti. Kaj sploh pomeni prizemljevanje? Zemlja je lahko mišljena kot prst, kot planet. Skratka, Zemlja je fizična snov, ki je osnova za življenje. Pravijo, iz prahu smo nastali in v prah se povrnemo. Prah je torej ta snov, zemlja, iz katere so sestavljena naša fizična telesa. Mi kot živo bitje se inkarniramo v ta fizična telesa, v to fizično telo in potem se preko njega izražamo v tem fizičnem svetu. Kdaj pa postanemo nefunkcionalni glede delovanja na tem svetu? Torej, poleg tega, da imamo naše fizično telo, se nekje tam pri starosti okoli leta in pol pri otroku začne generirati še nekaj, čemu rečemo oziroma umsko-zavestni sistem. Ta je neka vrste virtualna resničnost, neka paralelna realnost, ki nam omogoča mišljenje, domišljijo, predstavo. Naše telo v primerjavi z računalnikom je kot hardware, ta je pa kot software, čisto poenostavljeno povedano. In mi lahko naš oziroma ta software uporabljamo konstruktivno, koristno, zato da v domišljiji načrtujemo stvari, da naredimo cilje, ki jih želimo doseči v prihodnosti, da testiramo različne scenarije, različne možne razplete dogodkov in potem izberemo tisto pot, ki bo najbolj učinkovita za dosego našega cilja. Toda ta je hkrati tudi neke vrste entiteta z samostojnim zavedanjem in lastnim interesom in lahko prevzame kontrolo nad nami. Torej, namesto da bi mi upravljali z začne upravljati za nami. In to na ta način, da nam proizvaja avtomatične misli in energije čustvenih reakcij. S tem nas zaslepi, zasvoji in paralizira ter povzroča številne nesreče, poškodbe in bolezni. V našem se torej ločimo od našega fizičnega telesa, ker je to neka vrsta alternativna realnost, neka nefizična realnost. Tudi uporaba raznih substanc, kot je alkohol, droge, stimulirajo nas še bolj globje potisnejo v in potem postanemo nezmožni za funkcioniranje na tem svetu, v
tej fizični realnosti. Torej, na ta način se odzemljimo, nismo več prizemljeni. Kako se torej prizemljiti? Kako se učinkovito vrniti nazaj v naše fizično telo in postati zopet zmožen funkcionalnega delovanja v tej fizični realnosti? V umu lahko razmišljamo o preteklosti, o prihodnosti, torej omogoča nam neko iluzijo časa, potovanje skozi čas, teleportacijo. Fizična realnost je pa precej drugačna. Tukaj praktično čas ne obstaja, ampak obstaja samo ta trenutek, obstaja samo sedanjost. In ta sedanjost se stalno spreminja. Ne moremo živeti fizično, za fizičnim telesom v preteklosti ali prihodnosti. Ne moremo dihati včeraj ali jutri. Dihamo lahko samo sedaj. In dihanje je tisto orodje, ki nam najbolj primarno omogoča, da okrepimo stik z našim fizičnim telesom. Kajti lahko diha naša podzavest, ali pa smo mi tisti, ki zavestno dihamo. In takrat, ko se zavedamo svojega lastnega dihanja, smo tukaj, smo prizemljeni, smo v enosti z svojim fizičnim telesom. Torej, prvo orodje za prizemljevanje je dihanje. Kadarkoli vidimo, da nas misli preveč begajo, enostavno damo pozornost nazaj na naše dihanje in se samo zavedamo našega dihanja. Ni potrebno nič posebej globoko dihati ali na poseben način ali z določeno hitrostjo, enostavno samo pozornost zadamo na naš dih in že smo tukaj, že se vrnemo nazaj v fizično realnost iz te virtualne umske resničnosti. Ker pa seveda stalno proizvaja neke moteče misli, ki so zelo hitre in jih je težko zaznati, videti, razumeti in zaustaviti, obstaja potem še dodatno orodje, da se osvobajamo od teh umskih motenj. In to orodje se imenuje pisanje. Pisanje je prav tako akt, je dejavnost, ki jo lahko opravljamo samo v sedanjem trenutku, v tej fizični realnosti. Pišemo z pomočjo našega fizičnega telesa, s pomočjo prstov, lahko z peresom, lahko s pomočjo računalnika, natipkamo besedilo. Ampak pišemo lahko samo sedaj. Poleg tega pišemo lahko samo z hitrostjo fizičnega. Ne moramo zelo hitro pisati, ker so tukaj omejitve, kako hitro lahko tipkamo ali kako hitro lahko premikamo pisalo. Pisanje misli nam torej omogoča, da te misli upočasnimo, jih zaustavimo in jih zmaterializiramo, jih nekako zamrznemo. Zaustavimo ta filmski trak misli. Kajti ko misli napišemo, jih imamo pred sabo, si jih lahko predočimo in jim namenimo neskončno veliko časa, da jih proučimo, zanaliziramo in vidimo, katere misli so neresnične. Takšne misli, ki so neresnične, ki so del polarnosti, za katerimi nas zavaja in nas prepričuje, da so resnica, kljub temu, da so jasno dokazana laž, take misli moramo potem odpustiti.
odpustiti samemu sebi, da smo si dopustili slediti takim mislim in laži naredili resnične. To je naša odgovornost. Vse bolj, ko napredujemo v tem postopku osvobajanja od dopuščanja laži, za katerimi nas moti, vse manj teh motečih misli se pojavlja in vse lažje ohranjamo pozornost na svojemu dihanju in vse bolj intenzivno smo prizemljeni in v polnem zavedanju realnosti v tem trenutku. To nam potem omogoči energetsko čustveno stabilnost, delovanje po zdravi pameti, v skladu s principom tistega, kar je najboljše za vse, in na ta način lahko vodimo svoje življenje v tisti smeri, kot si ga želimo, in da uspešno dosegamo cilje, ki smo si jih zamislili. Za pomoč glede tega, kako se naučiti učinkovitega pisanja, očiščevanja miselnih vzorcev s pomočjo pisanja, zato imamo pripravljen odličen, brezplačen uvodni spletni tečaj, ki se imenuje Destiny iProcess Lite oziroma DIP Lite. Zato vam predlagam, da se vpišete in izkoristite to dragoceno orodje. Na voljo so tudi še dodatne podporne informacije v obliki audioposnetkov, videoposnetkov in tiskovin na YouTubu, na forumih in tako naprej. Izkoristite te dragocene informacije in si pomagajte, da boste čim bolj prizemljeni in funkcionalni predstavnik živih bitij na tem planetu. Povezave do vseh teh informacij pa najdete v opisu tega videoposnetka. Hvala za posluh in nasvidenje.